Dober dan, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot rečeno, je včeraj vlada sprejela predlog sprememb zakona o zaščiti živali, kar ocenjujemo kot pomemben napredek pri zaščiti predvsem domačih hišnih živali in govorimo tudi o zakonu, ki se je na nek način sprejemal kar nekaj zadnjih let. Kaj prinaša novela zakona? Predvsem odgovorno lastništvo domačih živali. Ocenjujemo, da je potrebno povečati to odgovornost lastnikov domačih živali in sicer to v zakonu v tem delu predlagamo nekako s tremi ključnimi rešitvami. In sicer prva se dotika določanja sledljivosti psa na dva načina. In sicer obvezno označevanje pasjih mladičev še v leglu, torej do 8. tedna starosti, in pa pri trgovanju, pri prodaji teh psov obvezna navedba čipa psa že tudi v oglasih za prodajo. Potem v zvezi z odgovornim lastništvom domačih živali uvajamo prostovoljno označevanje mačk, takrat, kadar želi lastnik jasno dokazovati lastništvo nad mačkami, in pa uvajamo tudi zahtevo po obveznih osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe živali. Ta del se nam zdi zelo pomemben, kajti številni imetniki domačih hišnih živali, pri številnih imetnikih domačih hišnih živali ugotavljamo tudi preko inšpekcijskih pregledov pogosta kršenja glede same dnevne oskrbe teh živali, prostora, temperature, zdaj v poletnih mesecih, ki prihajajo, tako imenovane pozabljene domače hišne živali v avtomobilih na previsoki temperaturi in tako naprej. No in ta zahteva o osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe živali bo zahtevana za vse, ki prihajajo v svojem poklicnem življenju v stik s temi živalmi, torej pri veterinarjih, pri prevozih in tako naprej. Bo pa to veljal tudi kot prvi ukrep ob ugotovljenih kršitvah. Torej ne bo a priori obvezen že za vse imetnike domačih živali, ampak bo to prvi ukrep ob ugotovljenih kršitvah. V tem primeru pa bo ta imetnik moral pridobiti ta zahtevana osnovna znanja, če bo želel tudi v nadaljevanju posedovati domačo žival. Naprej, s to novelo zakona o zaščiti živali tudi prepovedujemo usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih z minimalnimi izjemami ob morebitnih boleznih oziroma psihičnih stanjih, kjer bi življenje takšne živali povzročalo večje trpljenje oziroma izjemno trpljenje, edino v teh primerih bi bila še dopustna morebitna usmrtitev. Ravno tako se prepoveduje usmrtitev živali za pridobivanje kož ali krzna. Naj sicer omenim, da je ta prepoved zelo pomembna, pa vendarle v Sloveniji je že od leta 2013 prepovedano gojenje živali za pridobivanje kož ali krzna. Zato menimo, da ta slednja ne bo imela nekih posebnih posledic, kajti v bistvu je gojenje že kar 8 let prepovedano. V nadaljevanju smo v tem zakonu tudi prepovedali privezovanje psov, razen v nekaterih izjemah, ko peljemo kužka k veterinarju, ko ga peljemo na neko nujno oskrbo, na sprehodu in torej ob teh nekaterih nujnih kratkotrajnih potrebah, da tega psa lahko privežemo. Izjema je pa tudi privezovanje psov na tako imenovanih kmetijah, kjer vemo, da psi opravljajo tudi nalogo varovanja premoženja na teh kmetijskih gospodarstvih. V tem primeru pa tudi določamo, da je pes lahko na nekem povodcu, vkolikor je prvič ta povodec na vodoravnem vodilu, ki mora biti dolg vsaj 5 metrov, in vkolikor povodec omogoča gibanje psa vsaj 4 metre na vsako stran od tega vodoravnega vodila. To pomeni, da zagotavljamo bistveno ali pa zadosten prostor za gibanje psov, če tudi so na tem povodcu. Da nadalje določamo tudi
dopolnjujemo v bistvu določbe, ki ureja področje nevarnih psov. Pri tem naj omenim, da tudi pri pastirskih psih, ki jih pogosto uporabljamo ali vse pogosteje uporabljamo za zaščito domačih živali pred napadi zveri, kot eden od ukrepov za zaščito domačih živali. V tem primeru, vkolikor pastirski psi pri izvajanju te službe varovanja domačih živali, vkolikor v tem primeru pride do manjših napadov tudi na človeka, še enkrat poudarjam, pri izvajanju te službe, v tem primeru lahko še ta pes ne bo smatran kot nevaren pes. Če pa prihaja do hujših poškodb, seveda pa se tudi ta pes lahko smatra kot nevaren. Ravno tako pri teh določbah, ki urejajo nevarne pse, urejamo zadevo na način, da pritožba na odločbo o nevarnem psu ne zadrži izvajanje te odločbe. To pomeni, da bo moral lastnik, ki je pridobil takšno odločbo za svojega psa, že izvajati vse preventivne ukrepe, kot da je pes že nevaren. Dokler se seveda pritožba ne razreši v eno ali v drugo smer. Potem nadalje urejamo tudi posedovanje eksotičnih vrst domačih živali, če temu lahko tako rečemo. Uvajamo tako imenovane prepovedane, uvajamo dovoljene vrste živali, ki jih bomo lahko posedovali. Prepovedane bodo lahko samo v živalskih vrtovih, domače bomo imeli pa lahko vsi, tiste, ki so dovoljene, bomo imeli pa lahko vsi. Seveda bo Svet za zaščito živali tisti, ki bo pomagal pri razporejanju teh živali in tudi pri premeščanju v nekaterih primerih iz ene liste na drugo listo. Določamo tudi nosilca stroškov za oskrbo teh zapuščenih živali. Vsekakor so nosilci stroška za oskrbo zapuščenih živali nosilci, lastniki teh zapuščenih živali, vkolikor pa lastniki niso znani, pa ohranjamo enako rešitev, kot je tudi sedaj, torej da lokalne skupnosti skrbijo za prvih 30 dni, to je enako kot je sedaj, in ker pa vemo, da pri nekaterih domačih živali lahko pride do primera, da jih zavetišča ne morejo oddati, pa pri teh živalih kasneje vstopi tudi država kot nosilec stroška za oskrbo te živali. In mislim, da je tudi zelo pomembna ureditev, ki jo v zakonu uvajamo, in sicer možnost izrekanja višjih kazni, kot so minimalne kazni, predvsem z namenom, da kazni res zaščitijo domače živali in dosežejo svoj namen. Toliko na kratko glede samega tega zakona.